Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ob meni sta predsednik kluba, ki organizira to tekmovanje, in vsako leto je več obiskovalcev, verjamem, da jih bo tudi letos. To je seveda Kasaški klub Stožice in predsednik Viktor Dolinšek na moji levi. Gospod Dolinšek vas bo seznanil z vsemi organizacijskimi zadevami, medtem ko bo o stroki govoril Marko Gorenc, res pravi poznavalec tega športa, član strokovnega odbora Kasaške zveze Slovenije. Pa začnemo s temi osnovnimi podatki. Gospod Dolinšek, nedelja 3. septembra, velik dogodek, 9 dirk, velika nagrada Ljubljane za pokal ljutomerskega kasača, Ljubljanska milja in vrhunec, ki ga vsi čakamo vsako leto, in sicer 33. slovenski kasaški derbi. Vabljive discipline in nastopi, kaj ne? Ja, dejansko je letos to največji športni in družabni kasaški dogodek v Sloveniji, vrhunec sezone ob začetku septembra. Tako kot vsako drugo leto kasaški derbi gosti Ljubljana, vsako drugo leto kasaški klub Ljutomer. Letos smo mi na vrsti in nam je prav posebno čast, da bomo to dirko tudi izvedli. Tako kot je rekel gospod Ivo Milovanovič, pred nami je 10 točk, 8 kasaških dirk plus poni dirka. Ljutomerski kasač, ohranjamo tradicijo, zgodovino ljutomerskega kasača z to dirko, velika nagrada Ljubljane za pokal ljutomerskega kasača. Ljubljanska milja, 1609 metrov za najboljše konje, ki so tukaj trenutno v Sloveniji, slovenski in tuji, mednarodna udeležba. Pričakujemo odlične rezultate, odlične boje in pa vrhunec sezone. 33. slovenski kasaški derbi, v bistvu je to 100. derbi za bivšo skupno državo Jugoslavijo, tako da si častimo prav poseben jubilej. Upamo, da bo tudi vreme nam služilo, da ne bodo takšni pretresi, kot so zdaj. Vsaj tako smo nekako napovedali, da bo to držalo. Imeli bomo zraven našega športnega dogodka tudi obilo spremljalnega programa. Naše kolegice v klubu, zunanje sodelavke so se izjemno potrudile, tako da kdor bo prišel na hipodrom, sem prepričan, da se bo v zelene oaze Ljubljane lahko tudi odlično počutil. Gostinstvo, stave, programi za otroke, pa še kaj se bo dobilo. Morda še malce v urniku. Ja, predsednik si zasluži aplavz. Ne samo, da je tole res korektno napovedal, opravil tudi veliko organizacijskega dela z svojimi sodelavci. Otvoritev tekmovanja 3. septembra ob 13:30, pa še morda te poudarki ob 15:25, kot 4. dirka velike nagrade Ljubljane za pokal ljutomerskega kasača, pa potem takoj za to 5. dirka ob 15:50 Ljubljanska milja in ob 17. kot sem že rekel, 33. slovenski kasaški derbi. Človek, ki vse ve o strokovnem delu tega tekmovanja, je zagotovo Marko Gorenc. Marko, kaj se nam obeta v nedeljo?
V nedeljo se nam v bistvu obeta, če smo rekli, 100. edicija derbija. V kasaštvu to pomeni, da lahko nastopajo 4-letni kasači. Ti 4-letni kasači si priborijo to enkrat v življenju, zato rečemo, da je to življenjska dirka. Praktično se vplačuje že od začetka leta vstopnina za to dirko. Letos pa lahko pričakujemo 12 kasaških konj, ki so si zaslužili v eni zelo zanimivi generaciji nastop na kasaškem derbiju. Zelo težko napovemo izrazitega favorita. Imamo nekaj konj, ki dosega zelo redne dobre rezultate. Obeta se nam celo prva ženska zmaga na derbiju po dolgem času, kar je zelo pomembno poudariti v kasaštvu, da so ženske voznice zelo izenačene z moškimi vozniki. In tak spektakel, kar se tiče kasaškega derbija, je prav gotovo nekaj, kar si želimo videti, saj dodaja raznolikost našemu športu. V Ljubljanski mili lahko rečemo najprestižnejši mednarodni dirki v Sloveniji, pa bomo videli. V lanskem letu smo videli izjemno hiter čas, ta konj se vrača na ljubljanski hipodrom. Steza tudi v letošnjem letu izjemno dobro pripravljena. Tukaj pa še težje napovemo rezultate teh konj, saj so ti konji svojo formo kalili po hipodromih širom Evrope, ki pa jih med seboj zelo težko primerjamo. Lahko sicer dobivamo čase, ampak so hipodromi med sabo različni, tako da je tudi zelo težko ugotoviti formo teh konj. Bodo pa za njimi sedeli eni izjemni vozniki, večinoma sicer Slovenci, ampak mislim, da je tudi tisti vozniki za temi konj znajo dirko zelo hitro obrniti v svoj prid, tako da nas čaka en izjemen dogodek, ki bo zelo tudi stavno zanimiv, ker je že zdaj tudi meni kot nekomu, ki se spoznam na to, zelo težko napovedati, kateri je zmagovalec, tisti, ki bo prvi uspel preteči to razdaljo. Hvala lepa, Marko. Jaz ti lahko dam en tak praktičen svet. Najdi nekoga, ki se nič ne spozna na ta šport in naj stavi in verjamem, da bo dobil. Malce zažalo, beseda nazaj k predsedniku Viktorju Dolinšku. Viktor, slišali smo, da bodo stave, omenil si zelo bogat dodaten program, pa morda beseda dve o tem. In pa za konec tisto, kar nas vedno zanima, kakšna je vstopnina in tako naprej. No, tako kot sem že prej rekel, osnovni dogodek je športni dogodek, spremljevalni program, družabni dogodek je zelo bogato pripravljen za otroke, razne delavnice, razne take stvari, tako da dejansko se bodo otroci lahko celo popoldne tudi malo izobraževali, seveda tudi igrali. In pa seveda gostinstvo, stave. Načeloma na stavah dobi največ tisti, ki najmanj vejo, tako ravno tako, kot je rekel Ivo, verjetno ima izkušnja s tem. Vsekakor pa dobrodošli vsi na hipodromu Stožice v nedeljo od 13. ure dalje, pa tam nekje do 18. ure in pol v lepem popoldnevu.